Ana Vrečar, lep pozdrav. Zdravo. Dobrodošla v Moravčah. Hvala. Kolikrat si pa že klele? Sigurno z družino že kdaj, no, drugače pa Ja. ni glih kraj, ki bi bila pogosto. Ne, tukaj, ne. Ti si iz Stacna Vočmarne gor. Stacna. Ja. Ja. In kva se tam v Tacnu dogaja? Zakaj so se midva danes znajdla klele v tem mini studiu? Ker Ja, v Tacnu Vočmarno gor vodim tekaške treninge, Tako. skupinske tekaške treninge pod imenom Tecizano. uh-huh. Tako da najverjetneje je to razlog. najverjetneje bo to razlog, ker imamo pa mi tudi eno tako tekaško skupino v Moravčah. Naša se imenuje Moravče v Supergah. Veš? Pa imamo enega takšnega mačka, noter v Supergah zatlačenega kot logo. Si pa ti, to je zanimivo, ne? Jaz sem malo pobrskal, sem naredil domačo nalogo. Sem videl, da si po poklicu, po izobrazbi si profesorica matematike in fizike, Tako je. ki izjemno rada teče, oziroma se Tako. ukvarja s športom, kar je zelo zanimiva kombinacija. Da mi pa povej, kako, a ste športna familija na splošno? Ja, ker zelo Ja. športna, no, sta pa mami in oče v Ja. bistvu učitla. Tako- Učitla? Tako. Kaj telovadbe? Ne. A jaz sem mislil. Ne, mam je kemije, gospodinstvo, naravoslovja, oče Aha. pa tudi naravoslovne vede. Aha. Tako da se mi zdi, da sem šla kar po njunih stopinjah. No? Ja. Ok, ker to sem te mislil vprašati. Ja. A so strogo športniki, odkje ti pol to? Zdaj vidim pač, ja, ok, to imaš verjeten po Ja, po starših po očitno. starših, Ja. Kaj pa šport? Smo pa ljubezen do tudi športa ja, ste. zelo športna familija. No? Ja, Tako že, ko smo bili, mislim, ko sem bila majhna sestra, smo hodili že po teh različnih tekih. Tudi sploh smo tekli po primorski, no, velikrat, ko so bili še ti primorski gorski teki. To ne vem zdaj, če še čisto obstaja. No. Tako da, v bistvu smo bili vsak vikend na nekih tekaških dogodkih, smučanje, tako, no, različni športi, Ja. celo življenje v bistvu. to se je začelo že zelo zgodaj, pri 6 letih sem prebral. To je res Ja, v bistvu wow. pri 7 sem bila že na Triglavu. Hudo. In pa si tekmovalna bila vključena v atletiko, tek, gorske Tako, teke? ja. Se pravi, začela sem najprej v osnovni šoli z atletkom, je imel v bistvu Gašper Predanič, najbolj ga Aha, poznaš. ja. Potem sem pa začela v atletskem društvu Kronos na Žaku. Potem je bilo pa v bistvu tako, da proti koncu osnovne šole so pač videli, da če hočem jaz neke daljše teke teči, da bi bilo bolje, da v bistvu grem v kakšen drug klub oziroma k drugi skupini, kjer dajo poudarek na tem. In sem potem zamenjala klub, ampak je žal prišel takrat tudi do poškodbe, ker je očitno prišel prehiter iz lažjih treningov na pretežke. Koliko stara si bila to? To je bilo glih konc osnovne šole, no. Začetek srednje, ja. Začetek srednje, 14-15. Ja, in so pač imela sem težave z mečmi. V bistvu, vsaj kolikor so mi zdravniki no, povedali, je, da je mečna mišica prehiter zrasla, ovojnica pa ni rasla skupaj z njo. Tako da sem bila pol 3 leta čist out. Nisem mogla niti 100 metrov teči, nič. To se pravi, celo srednjo Ja. šolo si bila... Ja, tako da v Prikrajšana, bistvu, ja, zelo. takrat sem zamudila v bistvu glih najbolj pomemben del, no, da bi lahko, sem bila res konkurenčna ostalim, no. Tako da, In kako je izgledal pol povratek? težek je bil povratek. Mislim, sploh, ker takrat v času pubertete ti ne moreš športati, logično je, da se zrediš. Ja. Tako no je bila kar bitka sama s sabo v bistvu. Tako da pa v bistvu šele na faksu sem se pa spet začela vračati v tek, no, in sem pa začela bolj z gorskim tekom, z daljšimi teki. Tako da ja, na teh rekreativnih dogodkih, no, sem bila še vedno tam med prvimi. In to mi je bilo v bistvu v tistem trenutku no, čist dost. Ja, to so tekaške prireditve, ala kaj, tek trojk, take zadeve. Ja, tako pač tek trojk, kakšni te nočni teki, ne vem, da smo hodili vse tiste nočni tek Ljubljanica, Portorož. Bled. Ja, pač vse, ja, na tak način, no, tam 10-kilometrski teki, pol maratoni. The best, the best. Kdaj si pa prišla pol na idejo o šoli teka? Ali ti temu praviš tekaška srečanja, ali so to tekaški treningi? Tekaški treningi, oziroma Ja. takrat, ko omenjam za začetnike, rečem raj tekaška vadba, no, ker se mi zdi, da se ljudje kar malo stražijo. Ja, malo prilagodiš. Tako, ja. Ja. V bistvu, že v času študija sem prek študentskega servisa
v bistvu imela treninge za odrasle v Tivoliju in sicer za zaposlene v bankah, so imeli kot nek zdrav življenjski slog. In takrat se je v bistvu začela moja ta pot kot pač poučevanje atletike oziroma tekaških treningov za ostale. Potem sem imela v različnih klubih še te skupine, ampak vedno sem imela ono željo, da bi bila, mislim, sam svoj šef, da ne rabim drugih spraševati, lahko to naredim, kdaj naredim. In pa sem v bistvu med korono začela razmišljati o tem, ampak pač takrat itak nisi glih mogel odpreti. No. Ja. Se je pa mrskira ideja tako razvila. Ja. Tako da neč, pa je bilo pa pač, je prišel leto 2022, sem pa bolj poglobljeno začela o tem razmišljati, pa tudi pač Fantaljaš me je v bistvu prepričeval to naj probam. To sem hotel vprašati, je bilo to popolnoma tvoja ideja ali je bilo to vzajemna ideja? V bistvu moja ideja, ki pa ne vem, če bi... Kaj je pa rabila dodaten push, da je sploh ne vem, če bi se realizirala, če ne bi bilo Aljaža iskrena. Pa če sem bila vedno, kaj če se noben ne parjal, kaj če bo to kar neki. In je rekel, nikoli ne boš vedela. In pa sem rekla, ajde, dajva probat. Pa sva pol v bistvu avgusta naredila spletno stran, potem sva pač na Facebooku se oglašvala. To je, dajva pol malo v časovnem kontekst postaviti, 2-3 leta nazaj. Ja. August 2022. Aha, okay. Ja. Potem smo pa konca avgusta v bistvu sva imela 2 brezplačna treninga, jih je prišlo na vsak trening po 6, kar je bilo kar v redu. Kar je kar v redu, ja. Sem bila kar v bistvu iskreno presenečena. Pa smo pač v bistvu zares začeli septembra, zdaj iskreno je kakšen trening je prišel, kdaj samo en, tam do max 10. Vem, kako to zgleda. Tako da je bilo kar, no. Velikrat si bil, se to sploh splača. Ja, malo se poraja. Ja, tako. Pa moraš ustrajati, ne? Tako, oziroma ustrajanje se splača. Sej prav, nekaj, da se vsaka firma ustvarja 3 do 5 let. Inkubatorska doba ne bi trajala tam 3 do 5 let. Ja. Tako da pred 3 leti popustiti pa vrst puškov koruza nima nekudga smisla. Ja, no, in videla sta, to sem hotel še prej vprašati, videla sta oba licencirana trenerja atletike? Ja, iskreno sem hotela to licenco narediti, preden sem odprla tekaške treninge, ampak kot sem prej rekla, je bila korona in se to sploh ni izvajalo, oziroma se ta licenca ne more delati vsako leto, ampak je zadostno število prijav pa to. Tako da sva pa v bistvu zdaj leto pa pol ali leto nazaj v bistvu naredila. No. V bistvu ni rečen, da jo rabva imeti, ampak sam za najno tisto notranjost, pač sva licencirana. Profesorca matematike, fizike, licencirana trenerka atletike. On je pa isto, on je pa magister ekonomije, pa isto licenciran. Je pa velikrat učenci vprašajo, se ga pa vi ne učite športne? Tudi sama se to kdaj vprašam, ampak takrat, ko sem se vpisala na faks, je bilo toliko preveč učiteljev športne. In so vsi rekli, ti službe ne boš dobila. No, se iskreno, tudi ko sem šla v matematiko, so vsi rekli, to je preveč učiteljev, kam bo šla. Ampak zdaj pa vemo, da je kriza na naravoslovnih predmetih. Mislim, to ti ni žal, da ne vem, se niste kot na DIF recimo upisala? Niti ne. Ti je bila tam, mislim, naravoslovje ti je še vedno tam blizu. In celi družini. Pa se mi zdi tudi v redu, da imaš malo več po področju odprtih. Cool. Kako ohranjate zdaj, oziroma kako vam rata ohranjati tekaško motivacijo pri svojih varovancih zdaj na zimo? V bistvu na začetku smo imela bolj bitke s tem, je slabo vreme, me ne bo. Zdaj pa vsi vejo, Ana pa Aljaž pravita, če ni strel ali pa toče trening je. Tako da so že kar navajeni, pridejo kapco gor, gremo teč. Na začetku smo pa imeli malo, bitke, sploh, ker se mi zdi, da se rab telo tudi malo navadati, Pol pa je takrat tako odporen, da v bistvu je boljš, če greš, ne? Se pravi, vreme ni noben izgovor. Je pa tudi tako, pač imamo te WhatsApp grupe, Instagram skupine, pa se tudi tam medsebojno bolj motivirajo, no? Tako, ne vem, a danes je trening pada in ena druga nam že, in... Tako da se tudi medsebojno že ful, ampak tudi, se mi zdi, da tudi prihajajo tako na treninge, ki vejo, ona pride, tako dobra družba, tako, se je prva stvar nekaj narediti za svoje telo, ampak drugo je pa tudi druženje, tako da je res kvalitetno preživeti prosti čas. Saj sem šel malo mnenja prebrati, pa to je kar veliko na spletni strani in to so vsi omenjali.
super druženje, tudi super prijateljstva, iskreno se stkejo, dober napredek, mislim, ni da ni, no. Same pohvale v bistvu. Jaz se mi je tudi tako všeč, ker se tudi izven treningov ful družijo, zdaj sploh pač punce med sabo, ne vem, gre ena v hribe, pride k drugi na kavo, pa grejo skupaj teč to v nedeljah, so pa tako res ful dober. To je ful dober. Koliko ste, ali pa dajva kar tako, kaj je misija, kakšna filozofija se skriva zadaj za treningi, za tekaškimi treningi Tecizano? Jaz prav, kakor sem mislil že, kar sem že prej rekla, to, da narediš nekaj dobrega zase v dobri družbi. To, no, se pravi, da ta skupina vleče, da se v bistvu drugega toliko motivira, da dejansko ful napredujejo. Pač ta napredek se mi zdi, da je tako pol vsem daje vno kljukco, delam nekaj dobrega. Da to, no. Koliko dajete poudarka na tekaški tehniki? Ja, čim več, mislim, kakor se le da. Mislim, ponedeljkov, torkov trening imamo sploh specializiran za to, no, ker smo na stadionu, pa se mi zdi, da jim pač najlažje delati to atletsko besedo, poudarjati pravilno tehniko teka. Tako da v bistvu na vsakem koraku, ne, se že navajeni, pazi noge, pazi kolena, pazi to, a ne, da jih skozi malo popravljaš, a ne, ampak je pa to res. Pa različne terene imate, kar je super, ne. Tako, se pravi, stadion, pa tudi trail. Tako, v bistvu pač gremo na Šmarno gor, na Rašico, pač delamo intervale na asfaltnih klancih, v primeru, če je res pač grdo vreme, dež, karkoli, je blat ali pa zdaj sploh kaj zima, če drsi na Šmarni gori pa to. Potem imamo pa tudi pač teke po Makedamu, tako ne, pač ti daljše teke, tudi da malo menjamo teren. Je pa res to pač, da je ta tehnika teka dolgotrajen, mislim, postopek, ne, če hočeš nekomu spremeniti tehniko, ne bo to zdaj pač čez noč, ne. Ne bo čez noč. Traja, Delče tega. Je pa zelo pomemben tako, del vsega. Rekla si Tacen, se pravi, stacionirani ste v Tacnu. Vidite, ste oba iz Tacna, ali kako? Ja, živiva v Tacnu, pač imamo te ponedeljkove treninge, imamo pri Policijski akademiji v Tacnu na stadionu, ponedeljkove pa torkove treninge, no, četrtek, tečemo okoli Šmarne do Medvod, tako, kar je, pač v tej okolici, petkih pa, kot sem rekla, Šmarna gora, včasih Rašica, ampak se kar zadržujemo tukaj, no, pač Šmarna gora. Koliko se vas pa kaj nabere, tako? Pa zdaj od do? Mislim, zdajle sem malo... Zelo manj, ne? December se je sploh opazil te prazniki, praznovanja, skozi neki je bil malo upad, ampak tako, ponedeljkovi treningi pride do 25, tako, v bistvu, zdaj opažava zadnje pol leta se je kar tako eksponentno povečano število tekačev. Se pa vidi takrat pred Ljubljanskim maratonom. Takrat je rašta mrzlica. Tako, no, je pa tudi res, da večkrat nekih 25 na termini je težko že imeti, no. Sta pa oba prisotna. In to se verjetno precej pozna. Na začetku... Že iz tega vidika moška, ženska energija, tako, povezanost, je čist drugo. Se je bilo zanimivo, pač na začetku, ko smo odprla treninge, je prišel Aljaž z mano, pa sem sam rekla, no, on bo pač v primeru, ko mene ne bo. Ampak malo sva hitro videla, da raba biti kar oba, no. Že tako pač, zdaj, ker nas je že toliko na treningih, tudi velikrat mi pomaga v bistvu moja familija, ker pač hvala Bogu toliko športna pa to, pride sestra, njen fant, oči tudi, pa tudi daj mami, pač ko mi pomaga, sploh pri teh, to, kar nisva še nič omenila, no, in te interni polmaratoni, ki jih imamo. To sem videl, hotel sem te vprašati, kaj je s tem, kako to izgleda? Enkrat, dvakrat na letno, kakor je, toliko je že teh tekaških dogodkov, da je iskreno težko najti vikend, kamor umestiti čez svoj interni dogodek. Res je. Tako da se trudva, no, enkrat do dvakrat na leto organizirati naš interni polmaraton, se pravi, da tečemo šatamo v Tacnu, do Medvod, okrog Šmarne gore, pa tako, no, glavno, po cesti tudi, ali je to vse tako, so bolj brez potja? Ne, pač najprej Makedamska pot, pol priješ do Medvod, itak po asfaltu, okrog Šmarne gore, tako, no, so promet... Ampak ne ustavljajo promet? Ne, to ne, to je naš čist interni. Zdaj še ni to, še ni treba, V bistvu pač cilj je, da ponavadi to damo temu v marcu, da v bistvu pred tekmovalno sezono, da vidijo malo svojo pripravljenost, malo primerjamo čase z lanskim letom, napredek, pa tako, no. Je pa tako, da organiziramo v bistvu 3 ukrepčevalnice na poti, takrat res aktiviram svojo družino, pa tudi
od naših tekačic možje pomagajo, otroci pomagajo, pač tako, da so na okrepčevalnicah. Ja, da je res tako, v bistvu neka tekaška družina ratala, no. Tako da ja, imamo vmes na okrepčevalnicah gele, ne vem, pomaranče, pa ne tako, pač kakor da je res organiziran polmaraton. Tako da ja, v bistvu tudi en dan prej greva midva označati progo, traso, sprav, da označva z takimi zastavcami Tecizano, da vejo, kje je. Tečemo pa itak po znanih poteh, no, tako da ni zdaj. To imate čisto interno? Čisto interno, ja, sam za nas. Potem prvič, ko sva organizirala, sva šla cel krog odteč in posnela cel video, da so videli, kje bomo šli. Ja, na ta način. Tako. Ja, pa malo psihično, da se prepravijo. Zdaj pa kar gremo po isti trasi tudi zato, da lahko primerjamo malo čase, no, pa težko je tudi v bistvu najdete 21 km tako lepih tras, no, če ne zapiraš cest pa tega. Ali pa da se ne ponavljaš. Tako, ja. To isto pač, da krožiš recimo. Wow. Precej dinamično, aktivno, pisano. Eno stvar sem te hotel še vprašati, filozofija treningov sva, ne? Ja. Zanima me, koliko, ali pa če se pogovarjate pol tudi na teh vaših srečanjih, tudi ostale aspekte zdravega življenja. A veš, a tudi pol, ne vem, razdrete kakšno debato na temo, ne vem, prehrane, pa regeneracije, a ne? Kako je s tem? Mislim, iskreno imamo tudi takih, tekačic in tekačev, ki že sami poznajo ful zdrav način življenja, no. Poudarjamo pa, ja, predvsem spanje, ustrezna pač prehrana. A je po tvojem mnenju spanje tista glavna stvar, ker na področju regeneracije? Je med prvimi. Ja. Ker še sama v sebi vidim, pa če dosti premalo spim. In če bi bila zdaj v neki tekmovalni, neki, da bi pač šla resno tekmovati, pač to bi... Ja, tako. Pač potem pa itak velikrat me vprašajo pač prehrana pred treningi, ker velikrat se zgodi, da sploh teh začetnikov pa to kakšen mal narobe je, ne vem, 1 uro, pol ure prej in seveda prije pač pol do slabosti. Tako da ja, no, v bistvu spanje, prehrana, to sta pač temeljni stvari zraven tega. Je tako, ja. S kakšnim razlogom, motivom pa ljudje pridejo do tebe? A to so ljudje, ki bi začeli na novo s tekom, ali so bolj ljudje tekači, ki se vračajo k teku? A veš, ali so to, ne vem, primeri, ki bi radi popestrili svoj športni life? Ja, največ se mi zdi... Pa bi dodali še tek? Ja, se mi zdi, da največ je takih, ki jim je ratal problem pač teč samih. Da so zgubili tisto pač neko motivacijo in pol, ko vidiš, ok, čaka me skupina ljudi, pridem tja, super, bo dober trening, druženje, pač največ se mi zdi, da je takih, no. So taki, ki so, ne vem, kot v mladosti trenirali atletiko, pa so pol iz različnih razlogov nehali, pa so pa zdaj spet začutili to željo, ne, po teku. Ja, pol zdaj definitivno imava zdaj od aprila naprej še za začetnike, so pa pač kakšni čisti začetniki, ki so pač vidijo te tekaške dogodke, pa bi radi zraven bili, pa pač vidijo, ok, moram nekaj na tem narediti. Tako, no. V bistvu iz različni razloge. Eno vprašanje se samo poraja zdaj. Razlika teka, individualnega teka, solo teka, ali pa teka v družbi? Koliko je enih plusov, ali pa sploh ima kakšen minus, recimo to, da tečeš v družbi? Ok, mogoče se moraš daj kaj prilagoditi. Ja. Kvečjem, ne? Ampak za neko dolgoživost te navade, pa daljše vztrajanje se mi pozdi, da je tako srečevanje na nekih tedenski bazi, enkrat ali kakorkoli, zelo zdravo, da ti ta navada teka pride res v kri. Mislim, jaz vidim predvsem to, da veliko mi jih reče, veš, da on spet ne bi šel teč, če ne bi bilo skupine. To se mi zdi glih pred prazniki, smo enega rekel. Če jaz danes ne bi videl, da ste vi tukaj, jaz bi tako vstal na kavču, ampak to ni edini primer, se mi zdi, da to je najbolj glavno, skupina vedno vleče, to, dobro, itak dober trening se mi zdi tudi to pač, da vidijo, zdaj, ne vem, enega, ki je bil še ne vem koliko časa nazaj boljši, zdaj držim, ful dober in se mi zdi, da ful, pač napredek je ful viden pri kakšnih, no. Kdaj je, kaj si rekel, kakšna slaba stvar je, pa mogoče,
toliko padejo v debato, da se mi zdi, kar malo pozabijo, da tečejo in grejo pa počasneje, kot če bi šli sami. Ampak sej, važno je tako to druženje, ne vem, nova prijateljstva, kot so že preomenjali. Na kjer teke se pa prijavljate pol skupinsko? Zdaj vsak let gremo na tek trojk. Ja, to se mi zdi najbolj taka tek, ki nisi sam zase, ampak da pomagaš. Tako. Probamo čim bolj homogene skupine, a ne? Ampak ni cilj zdaj tukaj tok tekmovanje, ampak to pač, da en drugega v bistvu podpirajo. To je najbolj tak tek, potem zdaj gremo na Kočevsko outdoor, konc maja. Zdaj smo se glih prijavili na ta velikonočni tek okrog Šmartinskega jezera. Kar po mojem se mi zdi rekord podelil, nas je prijavil 34. Wow. Ja. Tako pa ta Julian Alpstrail, jih bo šlo par. Pač v bistvu toliko je dogodkov, pa vsak hoče na neki svojega ide, je kar težko, v bistvu, da bi našlo ful velik na nek dogodek, res vsak vikend je toliko enih tekov, pa vsak ima neke svoje interese, eni ima rajš ravninske teke, drugi traili, eni bo 60 km tekmovali, drugi 5, pač tako eno. Ampak par takih osrednjih je, da gremo kot skupina. Pa Ljubljanski maraton. Ja, Ljubljanski maraton bo. Tako. Zato se hotne. Škoda, Ljubljanski maraton nima več skupinskih prijav. Bi drugače tudi šli, no, mislim tako, še bolj po mojem. Kaj pa te? Kje je razvrst teka? Kjer je trase? Pa 50-kilometrski ravninski teki, drugače pa tudi kakšni tek krajši traili, no. Nisem glih zdaj za, ne vem, 30 plus kilometrske, to še ne. Kaj je to, pol, tam enih 15? To, ampak zdaj, odkar imam pač to skupino, v bistvu nisem jaz več toliko spredil svojo, tako pač, kjera bom na kakšni prireditvi, ampak bolj to spodbujanje, organizacija sama. Sem videl na lastni oči, na prednovoletnem teku na Dolsko. Dobro je šlo. Tudi pač zase zdaj iskreno toliko ne treniram, no. Probam, iskreno, še vedno na kakšnem treningu iti malce sebe ali pa s temi prvimi, a ne kakšni so res že dobri posamezniki, a ne tam 4:0 teče na kilometer, tako da z njimi. Ampak kot sem rekla, ni več nisem jaz več toliko v spredju, pa moji tekmovalni dosežki. Kaj pa ti recimo, pol si ta zadeva, ki jo obravnava, zdaj ti vzame ogromno enega časa. Ne? Pa vsak dan so treninge, ne? To treba poudariti. Razen sreda, ja. Aha, razen sreda. No, mi imamo veliko sreda. No. Pa lahko naprej. Povej mi, a ti pol ostane čas še za, ne vem, ostale športe? Kaj prej, off camera so se pogovarjala, ne, da so še drugi športi bili aktualni. Za vikende. Ja, če je še kaj energije. Tako iskreno. Ja, pač v ponedeljkih, naprimer, imamo celo 2 treninga, sprav najprej 15:05 na stadionu, pol pa še o 8:30 zvečer v telovadnici. Tako da si že pol od ponedeljka utrujen, če se Sploh pač, ko še v šoli, a ne, ti že poberejo tudi učenci, pa vse to pač dosta energije, no. Tudi za vikende, če se le uspeva, pač se zaljažem pol greva, ne vem, saj nikam hoditi, saj tako, da je 4 urna pohod. Pol zdaj greste lahko prav Gradiškega, naredite en krog. Zdaj, če greste, ne vem, smučati, to pa ne vem. Danes je sobota, zato. Za tiste, ki se sprašujejo. Tudi, pač gre velik časa, ampak, mislim, nekaj, kar rad delaš, ti tak ni pač problem, svoj čas investirati. Pol kaj je tvoj glaven način motivacije tvojih tekačev? A sploh rabiš, ker so že enkrat tam, pa tista energija, ki se tam ustvari, a veš? A rabiš tisto osnovno motivacijo, ti rabiš pol verjeten... Se mi zdi, da so že vsi tako motivirani, da vejo, ko pridejo tja, zakaj so tam, kaj jih čaka. Ni, no, ko si rečejo, ko vidva prideta, gremo, akcija. Kje pa te lahko, kje vaju, kje vas vse lahko ljudje najdejo? Pa povsod. Povsod, se pravi Facebook, Instagram. Tako, mal TikTok, no. Mal TikTok. Tam nisem še toliko domača. Pa spletna stran. Tako, pa spletna stran imava. Mal se pač tako oglašujeva na Facebooku, no, tako da za danes še kakšne nove tekače. Se mi zdi pa, da je zdaj bolj že tako prišlo
izustnim izročilom. No? Oziroma, naprimer, ko smo bili na teku trojk. Ta reklama je najboljša. Ja, tako je. Pa tako, na teku trojk, ko smo imeli majčke, vem, da so mi rekle punce, ja, na WC-ju nas je žena sprašvala in je potem prišla, čez en teden je že bila del nas in zdaj je z nami ostala. Ja, jaz sem tudi hooked, ne? Hvala. Ja, z veseljem. Tako da, ja, ne vem, pa naprimer, ko smo imeli piknik, a ne, ko imamo za vsako obletnico pač nek piknik naredimo, tako malo druženja, odbojke, žar, tako. In naprimer je prišla ena tekačica, glih mem je tekla, in nas je pol pisala, ne? Ker nas je videla na pikniku. Potem en je rekel, je videl sliko, da smo imeli piknik, pa je rekel, jaz sem pa zato prišel, ne? Tako da, tako no. Ja. Malo pol različne razlike. Imate pol ta neka zaključna sreča na koncu sezone. V bistvu septembra imamo to, neko kar ob prvi obletnici tekaških treningov, ob drugi, tako imamo, ja. Imamo pa ob konc leta, imamo pa božičkove teke, no. Tako da gremo pa na Rešico, najprej naredimo dober trening, pol pa ja, malo druženja, kaj spijemo kakšen čaj. Ja. Ej, the best. Poleg teka, a kakšna knjiga še pride v poštev, kaj bereš, kaj prebereš, kakšno stvar? Ali je poleg tega, kaj pol računaš, pač matematika, fizika, pa to. Ja, zvečer zihar, kakšne testi se najdejo za popravče, ja. Ne, drugače pa, mislim, od knjig berem bolj te, take pač tekaške, mislim, te tako bolj strokovno literaturo, no. Drugače, tako za sprostitev pa bolj serije, kakšni filmi, ampak med tednom tudi to ne, no. Ni časa. Se vidno rečem, da bi saj bil kakšen dan, tako da bi mi bilo dolg čas. Ne. Hvala Bogu. Ma tudi jaz ne moram biti pač primer. Ja. Ni tak, vedno nekaj najdeš za delati. Ja. Kaj bi pa tako ljudem položila na dušo, ali pa tistim, ki se, ne vem, ki simpatizirajo s tekom, ne? Se pravi, da niso, ali pa še ne tečejo, pa imajo namen, sploh zdaj je januar, ne, da so te novoletne obljube pa te zadeve. Kaj je tista prva stvar, ki ti pride na misel, ki bi jim rada pa ne vem, obuj se obleč, pa sam pejt ven. Ne razmišljaj preveč. Tako, ja. Kovno, ko začneš razmišljati, bi ali ne, bi te hiter kaj drugega premam, kakšen kavč, ali pa kaj. Ali pa sploh jaz to že pri sebi vidim, ne, ko prideš iz službe utrujen, pač, da sam še spat bi šel, glih takrat je ono, ko se ne moreš obleči iti ven in pol dejansko prideš nazaj, toliko poln energije, veliko bolj, kot če bi se zdaj na uro vlekel, no. To, vem, da je težko premagati tisto utrujenost, a ne mentalno. Težko je v bistvu ne razmišljati, jaz dostikrat rečem, sploh ne razmišljati, obleci se, obuj se, takrat vmes neč razmišljati, pa ko boš oblečen, pa obut, pa ne boš toliko, veš, ne, da se boš pa, a ne, boš šel pa šla, ne mogoče to. Cilji za naprej, ali pa ambicije, vizija. Ja, se pravi, mislim, na te tekaške dogodke pripela čim več tekačev, da bo tja šli tako z veseljem, potem, da se bo pač tudi veseli vračala na najne treninge, da bo še vedno... Zdaj lahko v tisto kamero pogledaš, Pa tako, no, da bojo, se pravi, da v bistvu bojo začutili srečo v gibanju. Jaz to vedno sem pač rečem, sreča je definitivno v gibanju, če imaš pa še prave ljudi, skupino okrog sebe, pa je tak, pač ne moreš faliti. The best. Evo, to je to. Ana, ful ti hvala za obisk. Z veseljem. Še vlet kdaj, a ne? Vidiš, da ni del, da moravč. Ne. Tako. Pa obilo uspeha še naprej, pa srečno novo leto, ne? Hvala. Malo več regeneracije mogoče. Hvala ti. Čau.